Okoli 26.000 pacientov, ki imajo zdravnika v koncesijskih ordinacijah Studio Air in medicinskem centru Humano, je dobilo obvestilo, da tam načrtujejo uvedbo samoplačniških paketov. Zato naj bi se odločili zaradi poteza Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki da je že lani omejil pravice do fizioterapije, zmanjšal sredstva za diagnostiko, za letos pa napovedal omejitve storitev oziroma posvetov na daljavo. Tjaša Dogolin. To je obvestilo, ki ga je v minulih dneh prejelo okoli 26.000 pacientov opredeljenih v koncesijskih ordinacijah družbe Skupinska praksa. V njem piše, da drastični varčevalni ukrepi države in odhodi specialistov vodijo v medicino 20. stoletja. Včasih so kronični bolniki imeli individualno fizioterapijo, lahko so šli pa tudi na telovadbo. Zdaj je individualna fizioterapija ukinjena. Za izjavo pred kamero smo seveda prosili tudi ZZZS, a so nam odgovorili le pisno. Kot pravijo, gre za pavšalno in zavajajoče obvestilo pacientom, na vse navedbe v zvezi z ZZZS pa so zavrnili kot neutemeljene, neprimerne in žaljive. Pojasnjujejo pa, da se obseg pravice do fizioterapije v zadnjih 4 letih ni v ničemer spremenil. Omejitve fizioterapije so bile sprejete konec 2024, okrožnica ZZS je jasna, pisali so zdravnikom, da ne smejo več izdajati delovnih nalogov za fizioterapijo kroničnim bolnikom, ampak naj jim svetujejo, da naj pač telovadijo doma. Po besedah Pereniča pa je ZZZS v predlogu letošnje uredbe, ki določa obseg zdravstvenih programov in financiranja, močno zarezal tudi v telemedicino oziroma preglede na daljavo, plačal naj bi jih le 12%. To pomeni, da bo seveda morali zdravniki po vsej Sloveniji siliti ljudi, da recimo v primeru gripe z 39 vročine, kužni pridejo v čakalnice, čakajo, spet bo gneča po čakalnicah